Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Kar ne rečem, junaki ostajajo, ne? Sem na koncu verjetno zadnji. Glede na čas, ki ga imam na razpolago, seveda želim predvsem povedati, da lahko povem le nekaj manjših stvari, seveda predvsem pa želim izpostaviti to, da ne prihajam iz farmacevtskih ali seveda predvsem medicinskih vrst, po stroki sem agronom in pa seveda čebelar. Glede na to, da je čas omejen, je o kompleksnosti pomena tako encimov, vitaminov in hormonov govoriti seveda bistveno premalo, bom pa seveda želel apiterapeute le na nek način spomniti na te tri organske spojine, ki so izredno koristne, predvsem pri vzpostavljanju odpornosti organizma in pa seveda tudi iz stališča apiterapevtskega pristopa, seveda, kar je veliko tudi uporabljamo, predvsem uporabljamo med. Še tole, seveda moja navajanja seveda ne temelji na strokovno raziskovalnega področja kot zaključek, na tem ne delam, jaz sem literaturno pregledal pač stvari, ki so na voljo, vprašanje tudi verjetno sem kaj spregledal in istočasno bom tudi uporabljal kar poljubni jezik, pomeni nestrokovnega. Zadevo bom predstavil takole, da bom poskušal povedati funkcijo samih snovi v telesu, kaj pomeni pomanjkanje, indikacija in na kak način seveda ga vnašamo v telo oziroma seveda tudi kurativno uporabljamo. Za laično uporabnika seveda je osnovno vprašanje, pa splošna javnost, ali med sploh vsebuje encime, vitamine in hormone. V osnovi moramo takoj odgovoriti, da, in tudi danes je bilo ogromno tega izrečenega na ta račun, vendar v malih količinah. Potrebno je pa tudi izpostaviti, da seveda samo telo te snovi potrebuje v izredno malih količinah. Če pogledamo to analizo, bi se samo ustavil v tisti kategoriji, seveda, ki govori 3,5%, seveda pod ostalo, v tem odstotkih je seveda veliki del tudi mineralnega dela, če pa govorimo seveda o encimih, vitaminih in hormonih, pa moramo vedeti, da so v glavnem predvsem encimi te beljakovine, ki so pa nekje to plus minus 2% v samem medu. Literatura navaja različne, bom rekel, numerične količine, vendar so si zelo odstopajo, tako da jih tukaj ne bi posebej izpostavil. Bistvo, kaj so hormoni, kaj so encimi, gre seveda predvsem za fermente, katalizatorje, ki usmerjajo biokemično reakcijo v živih in seveda tudi v neživih celicah. Skratka, gre za laično razumevanje, encim pospešuje, usmerja in omogoča razgradnjo hrane. Do te stopnje, da je obstoječemu sistemu, ki jo prenaša do končnega uporabnika, to je seveda vsaka celica v organizmu, dostopna. Seveda, če govorimo o človekovem telesu, govorimo seveda, da so ti prisotni predvsem seveda v prebavnem traktu. Velik del jih izločajo žleze, predvsem žleze z notranjim izločanjem, govorimo seveda o endokrinih žlezah, tukaj še je predvsem trebušna slinavka, želodčne celice, celice tankega črevesa in tako naprej. Veliko jih pa seveda vnašamo tudi v telo z hrano in pa seveda predvsem s hranskimi dodatki. Treba je seveda vedeti, da iz kemijskega stališča so to globularne beljakovine, katerih zgradba je kar precej zapletena in zahtevna. Če na nek način pojasnim na najbolj enostaven način, kako sam encim deluje, seveda gre za področje, ko govorimo, da deluje organizirano in specifično, seveda kot katalizatorji predvsem pospešujejo kemične reakcije, predvsem z znižanjem aktivacijske energije, kar omogoča, da kemijski procesi potekajo bistveno hitreje in to je glavno sporočilo. Skratka, sama hrana se nahaja kot substrat, ki seveda v nekem doglednem času preide v produkt in seveda tudi kasneje v samo razgradnjo nižje stopnje. Pri sodelovanju encimov seveda se predvsem ta substrat veže skupaj z encimom in dobimo encim substrat oziroma kompleks encim substrat, ki v procesu same razgradnje pride do kompleksa encim produkt, ki pa kasneje v končni fazi razpadajo spet nazaj v osnovne faktorje, bi temu rekli predvsem encim in pa sam produkt.
Laično to pomeni, če ne bi bilo prisotnih encimov ali seveda jih ni dovolj, bi procesi razgradnje hrane potekali predolgo, seveda v tem pa se zgodi predvsem to, neki novi pogoji, predvsem za stranske škodljive presnove oziroma reakcije, predvsem razvoja plesni, gljiv, virusov, seveda, ki predvsem obremenjujejo organe, delujejo toksično in predvsem izčrpajo telo. Še enkrat, bom rekel, iz stališča razumevanja pomeni, imamo nekatalizirano reakcijo in katalizirano reakcijo. Pri nekatalizirani reakciji pomeni, da encimov ni ali jih je premalo, seveda gre seveda za veliko porabo, predvsem te energije za štart in pa seveda traja tudi določen daljši čas. Če to primerjamo seveda z katalizirano reakcijo, kjer imamo prisotne encime, vidimo, da je ta zagonska potrebna energija bistveno manjša in če pogledamo samo, bom rekel, hitrost samih reakcij, vidimo, da se dosežejo velikokrat vrh v isti časovnem obdobju, seveda kot primerjalno nekatalizirano in to je ta bistvena razlika. Od pomembnih kriterijev seveda pri delovanju encimov sta predvsem dva, to je temperaturno območje in pa seveda pH vrednost. Če pogledamo seveda na krivuljo diagrama, seveda vidimo, da nekje je tisti zgornja točka 40 stopinj, maksimalno se navaja tudi 50, ker pride do koagulacije beljakovin, točno vemo, kaj se zgodi. Skratka, to je še enkrat potrditev informacije, predvsem čebelarjev, ko govorimo seveda o utekočinjenju samega meda, da smo to tudi pazljivi. Ker tukaj seveda potem tudi so zelo občutljivi, poleg številnih drugih snovi, tudi encimi. In pa seveda tudi pH območje, kjer so encimi najugodnejšega razvoja oziroma najbolj delovanja, gre seveda med 4,6 do 5,5. Seveda mi poznamo, ali pa najčešče govorimo seveda o najbolj pomembnih encimih v prebavi, seveda, ki pomagajo predvsem v prebavnem traktu. Govorimo seveda o največ amelazi, lipazi, skratka amelaza, sami vemo, da prebavlja škrob, lipaza seveda maščobe, proteaza, beljakovine, že samo ime pove, celulaza, seveda tudi vlaknino in vse tja do sukraze. Seveda encimov je ogromno, poznamo jih približno okrog 100, v literaturah je navaja pa, da jih je bistveno več in sodeluje pri več kot 4 in več tisoč samih reakcijah. Velikokrat tudi slišimo kot laiki, seveda sem uporabil koencim 10, pomeni predvsem, kaj pa je koencim. Koencimi so seveda organske molekule, največkrat nebeljakovinske spojine, katerih kofaktorji so vezani na kovinski pozitivni ion, največkrat so to ioni železa, od mangana, bakra, kobalta, cinka, selena, molibdena in pa seveda ne pozabiti tudi vitaminov. Kako funkcijo imajo koencimi? Predvsem imajo to, da skupaj z encimi sodelujejo seveda predvsem pri zahtevnejših razgradnjah in seveda predvsem povzročajo to moč sile, da lahko sploh reakcija kot taka steče. Encimi v medu imamo največ invertaze, fosfataze, diastaze, katalaza, glukozna oksidaza, danes je bila že omenjena, in pa seveda tudi amelaza, ki je tista, ki predvsem poskrbi za razgradnjo ogljikovih hidratov. Še enkrat, te so v količinsko malo prisotne, vendar so in seveda so tudi izredno pomembne in dodatek seveda tudi pri naši prehrani. Posledice pomanjkanja vsi poznamo, gre predvsem seveda za upočasnjen oziroma prepočasno prebavo, tvorbo plinov, pogoji so največkrat za gljive in druge stranske reakcije, velikokrat se namesto, bom rekel, normalne presnove pride do vrenja, gnitja in seveda predvsem škodljivih virov, neškodljivih reakcij, ki seveda so posledica predvsem obremenjevanja organov, kot seveda tudi kot akutna oblika tudi do delne zastrupitve in toksičnosti. Predvsem ta toksičnost je zelo prisotna pri jetrih, debelem črevesu in velikokrat so tudi lahko vzrok različnih tumornih pojavov.
Zdravstveni učinek, seveda, encimov iz medu, prav gotovo velikokrat omenjeni, naj še enkrat izpostavim, seveda so najpomembnejši predvsem proteolitični encimi. Pri izločanju, tukaj bi še rad pa izpostavil eno zelo pomembno zadevo, ki jo literatura ogromnokrat omenja, to je prisotnost in funkcija flavonoidov, ki seveda skupaj z encimi stvorijo kompleks in predvsem ti poiščejo proste radikale in seveda pomagajo eliminirati tudi mutagene in kancerogene snovi, kar se mi zdi pa daleč najbolj pomembna funkcija, predvsem teh snovi v medu kot takšnem. Poleg tega seveda flavonoidi inducirajo tudi mehanizme, ki so pomoč pri uresničevanju rakavih celic, in zavirajo nastanek in širjenje tumorjev. Toliko o encimih, seveda encimi so povsod okoli nas, seveda pa so predvsem potrebni seveda za samo razgradnjo, še enkrat, da seveda biološke snovi, ki skozi fotosintezo kako drugače nastajajo, potem tudi v drugi obliki lahko se razgrajujejo v praelemente in seveda s tem imamo zaključen biološki krog. Še besedo dve o vitaminih. Seveda v vitaminih je treba povedati osnovno stvar, da so seveda predvsem biološko aktivne organske spojine, ki se prenašajo po krvnem pretoku do končne celice ter v organizmu predvsem vzpostavljajo zdravstveno ravnotežje. Seveda telo, ki ni sposobno samo sintetizirati, kar seveda pomeni, da jih moramo pridobiti z hrano oziroma od zunaj, ki vnašamo. Vitamine seveda ločimo glede na njihovo topnost, kar je tudi v direktni povezavi seveda z samim medom oziroma s vsebnostjo v medu. Seveda govorimo o maščobah topnih vitaminih in seveda vitaminih, ki so topni v sami vodi. Če govorimo o maščobah topnih vitaminih, so to predvsem vitamin A, D, E, K. Ko pa govorimo seveda o bolj topnih vitaminih, pa so to vitamini celotnega B kompleksa od B1 do B12, C vitamin in pa seveda H vitamin. Še enkrat, pomanjkanje vitaminov vpliva na zmanjšanje življenjske funkcije, predvsem rast, odpornost, počutje in tako naprej, in pa seveda njihovo poškodbe, vse končne akutne faze so pa tudi podmiranje samih organov. Na naslednjih dveh prosojnicah imam opisane vitamine, ki jih ne bi bral, skratka, ker bo organizator verjetno podelil tudi material, si jih lahko pogledate, pa če pogledamo samo prvega, v koloni 1 imamo opisane vse vitamine, v koloni 2, recimo, kjer se nahajajo, v tem primeru seveda govorimo o vitaminu A, ki je v ribjem olju, goveje jetra, jajčni rumenjak in tako naprej. Tretja kolona seveda, kaj so glavne funkcije. In pa seveda četrta kolona, kaj pomeni pomanjkanje, kaj pomeni seveda tudi presežek vitaminov kot posledičnost. Še vitamini seveda vodotopni. Če pogledamo seveda, kateri vitamini so v medu, glede na to seveda, da je med produkt seveda medicine, ki seveda se nabirajo v rastlinah, so seveda tisti vitamini, ki so seveda vodotopni, gre še enkrat predvsem za celotno paleto vitamina B kompleksa, kot seveda C vitamina. In pa seveda tukaj bi še rad enkrat poudaril predvsem aminokisline, ki so seveda prisotne v medu in imajo seveda skupaj z tako vitamini kot seveda encimi in tudi hormoni zelo pomembno skupno povezavo pri posameznih nastopih uravnavanja, uravnoteženja in predvsem signalizacije delovanja samih organov. Pa še enkrat flavonoidi, ki jih ne smemo pozabiti, se po moji oceni, ker sem literaturo pregledoval, gre za izredno pomembno organsko spojino, ki ima predvsem to antioksidativno sposobnost, predvsem pobiranja in odstranjevanja sploh prostih radikalov, ki so največji problem pri našem zdravju. Skratka, brez encimov in vitaminov ni zdravega, predvsem pa dolgega, ter seveda zadovoljnega življenja, zato je nujno potrebno uživati tiste vrste hrane, ki vsebujejo veliko encimov in vitaminov. Verjetno se z mano strinjate, da na vrhu tega seznama gotovo je pravi čebelji med, seveda še enkrat pod pogojem, da ni temperaturno obdelan. Pa še besedo dve o hormonih.
Mislim, da slika kar nekaj pove, seveda ne gre samo za estrogen, gre prav gotovo verjetno tudi za hormon sreče, hormon razpoloženja. Skratka, kaj so hormoni? Hormoni seveda so isto kot seveda vitamini, biološko aktivne spojine, ki vplivajo na ravnovesje, predvsem nadzor delovanja organov, k uravnavanju endokrinih žlez in seveda tudi samega živčevja. Seveda skupaj koordinacija je pa povezana prek živčnega sistema in koordinacije v možganih. Skratka, v telesu poganjajo, začenjajo in zaključujejo prebavne procese, vključeni so v procese čustvovanj, misli, dejanj, praviloma so narejeni iz specifične za kratkoročne naloge. Ko se enkrat v telesu sprostijo, se običajno tudi porabijo, izgubijo in izločijo v procesih, s katerimi so tudi povezani. Hormoni imajo v telesu vlogo informatorja in prenašalcev informacij. Na ta način so del velikega komunikacijskega sistema v telesu. Skratka, se v telesu prenašajo vsa sporočila na dva načina, predvsem po živčnem sistemu in seveda tudi po hormonih. In seveda pomembno je tudi povedati, da so seveda tudi v tkivih, katerih tudi delujejo. Če govorimo seveda o dnevno prisotnih, največkrat poznamo adrenalin, estrogen, progesteron in seveda testosteron, kot seveda tudi kortizol, ki je bil danes že omenjen. Naj povem seveda predvsem, da je hormonov čez 400 poznanih, seveda literatura, predvsem pa stroka govori, da jih imamo seveda več tisoč. En pomemben hormon je prav gotovo acetilholin, ki ga pa seveda je v medu in seveda govorimo o rastnem hormonu, ki ima seveda predvsem funkcijo za povečanje, pospeševanje rasti, tako bomo rekel mišične mase, kosti, hrbtenice in vse ostalo do porabe maščob in seveda tudi tvorbo beljakovin, kot seveda uravnavanje številnih drugih funkcij, med njimi tudi seveda stanje krvnega sladkorja. Če hormone pogledamo po učinku na telo, še enkrat seveda od tistih, ko smo že omenili, da ureja predvsem rast, ureja tudi spalni ciklus, razpoloženje, skratka presnovo, menstrualne cikluse, skratka tudi prilagajanje strahu, stresu, skratka uravnava te zadeve do občutka lakote, kot seveda tudi spolne vzdržnosti. Skratka, poznamo, kaj pomenijo hormoni. Še enkrat seveda v medu, ki je malo, so nekateri zelo ključni, predvsem rastni hormon. Ostale seveda dobimo predvsem iz žlez, ki jih tvorijo, žleze endokrinnega sistema, kot so ščitnica, hipofiza, nadledvična zveza, žleza, trebušna slinavka, kot seveda tudi še enkrat tvorijo se nekateri v samih tkivih, v katerih tudi seveda delujejo. Pa seveda velikokrat tudi govorimo seveda, da v telo vnašamo sintetične hormone. To so največkrat bioidentični hormoni, ki so seveda po kemijski zgradbi zelo podobni človekovi, treba pa povedati, da jih pridobivamo seveda iz stročnic. Še morda zanimivost okrog apelagrinila. Čebelarji zaznavamo njegovega učinka tudi na področju hormonalnega delovanja, hormonalne vsebnosti. Seveda imajo visoko biološko vrednost kot v proteinah, pa proteinski obliki in predvsem aminokislin, kar na nek način lahko povežemo, da imajo seveda vsebnost adrenalina, testosterona in estrogena. Žal pa literatura je v tem zelo skopa in seveda največkrat tega ne potrjuje. Če naredim en zaključek, ker sem pač hotel biti malo krajši, pa še vedno je 15 minut kar problem, se vam tudi posredujem literaturo, v kateri boste lahko se bistveno bolj poglobili in seveda v teh snoveh tudi pridobili bistveno več informacij. Moj zaključek je predvsem naslednji, da seveda človeštvo skozi svojo zgodovino pozna med seveda kot izredno dragoceno hranilo, istočasno pa seveda ima med kar veliki prepoznaven učinek, ki seveda vpliva predvsem na vzdrževanje in pa
odpornosti samega telesa. Ta učinek prav gotovo sestavljajo poleg številnih snovi, ki jih je več kot 300 v medu, tudi encimi, vitamini in pa hormoni. Uporabljamo ga seveda preventivno, kar seveda ne preventivno, kar preventivno ali pa bom rekel permanentno, kar pomeni, da je uživanje medu, seveda kot tovrstne dragocene hrane, pomembno, da ga uživamo neprestano oziroma sproti, istočasno pa seveda ga v apiterapiji uporabljamo kurativno, kjer je bilo že danes kar nekaj rečenega. Še enkrat, za to potrebujemo predvsem čebele in čebelnjak in prav gotovo tudi ugodno leto z ekološkimi pogoji, da rastline medijo. Hvala za pozornost in seveda vse dobro.